Oj, a vam povem nekaj. Pišem novo knjigo in ja, ta bo majčkeno bolj vroča. Pišem knjigo, ki bo vključevala tudi moške. Zdaj, seveda, vemo, zdaj tisti, ki me spremljate, veste, da sem napisala že 4 knjige in sicer, ko imajo hormoni žur, je tako za ženske kot za moške, ker imamo vsi hormone, ampak moški pravijo, jaz hormonov nimam. No, v tej ta novi knjigi bom govorila tudi o tem, kako moški razumejo svoje telo in tudi svoj hormonski ustroj in predvsem, da nimamo samo ženske predmenstrualni sindrom, a zdaj se že smejete, se vem. Glejte, moški, ki preveč delajo ženska opravila, dejansko proizvajajo velike količine estrogena, ki je ženski hormon. Ne, nimajo menstruacije, ampak verjemite mi, imajo predmenstrualni sindrom. In dame, to vi točno veste, kdaj ima vaš moški razne težave sam s sabo. Ampak on težav nima. No ja, zdaj pišem o tem, pa ni tako, da bom napadala moške, ampak bolj je pomembno, da me ženske razumemo, kako, s čim in na kakšen način, tudi s hrano, pa z odnosom, lahko spodbudimo moške hormone, po drugi strani pa moški morajo razumeti, s čim jih ubijajo in s čim jih spodbudijo. No, tako da o tem sigurno nisem pisala v tej knjigi, ko imajo hormoni žur. Ta knjiga, Hormoni, je predvsem namenjena za ženske in za moške, ki želijo razumeti hormon lakote, inzulin, ki jih sili, da neprestano jejo in ne morejo shujšati in tako naprej. Govorimo o stresnem hormonu, ja, tudi o hormonih skozi odraščanje, ampak za ženske. Tako da v glavnem, ja, knjiga, ko imajo hormoni žur, je zdaj že 7. izdaja, potem druga knjiga, ko ima življenje žur. Ta druga knjiga je namenjena za razumevanje psihičnega počutja, kako nahraniti možgane, in se že spogledujem s podzavestjo, oziroma pol knjige govori o podzavesti, o vzorcih družine, to, kar nosimo kot ruzak naloženo tako na rame in trogamo za sabo, pa bi bilo mogoče že čas, da kakšno stvar počistimo in odstranimo iz svojega življenja. No, potem naslednja, ko imajo duše žur, vam povem, kaj je zanimivo. To knjigo ljudje najbolj kupujejo za darilo in največ povratnih informacij dobivam, ker rečejo, wow, kakšna knjiga. Ta knjiga se je v bistvu, veste, kako sestavlja. Začela sem med korono pisati knjigo, ko imajo čakre žur. In potem nekako me je pot popeljala in začnem pisati o tem duhovnem vidiku, ker dejstvo je, da naše čakre prevajajo čustva, misli, povezujejo vse skupaj, predvsem naše čustvovanje se potem prenese na fizični nivo. In nastalo je toliko materijala, da je izšla svoja knjiga. Se pravi, ko imajo duše žur, od tega, kako čistimo energijski prostor, kako poskrbimo za svojo energijo, kako naše telo neprestano sporoča, kaj potrebuje, tukaj sploh modro poglavje, in predvsem, kako si s pomočjo molitev, afirmacij in meditacijo pomaga do boljšega psihičnega in fizičnega počutja. Tako da v glavnem, ja, nastala je lepa knjiga. No, in zadnja knjiga je pa šla lansko leto, ko imajo čakre žur, ta je pa, ja, čisti priročnik, vodič po našem telesu, ker telo je živ zemljevid našega počutja, našega stanja in v kar jaz verjamem, zapis tudi prejšnjih življenj. In ko mi razumemo, da bolečina ni nekaj, kar je čas, da letamo k zdravniku, ampak nas bolečina v telesu uči nečesa, in ko razumemo, da naša bolečina želi sporočiti, ali smo celično podhranjeni, da premalo pač hranil naše telo dobi, ali imamo težave z nekim zapisom iz preteklega življenja, ker recimo včeraj je bila ena gospa pri meni, ki ima tako prav pukelj. In ona na puklu vlači kar precej teže. In ko določene stvari oddamo, se pomladimo, postanemo vedno bolj vitalni in predvsem, a veste, kaj najboljš, zjutraj se zbudimo pač brez bolečin. A ne, ker vsi ljudje ponavljajo, ja, sej to je normalno, emšo te daje. Halo, glejte, naše telo je narejeno za življenje. No, in ta 5. oziroma to je bil drugi projekt, so pa moje karte Prehod v novo dobo.
Tako da zdaj, če gledam, ja, pa kristalni prehod v novo dobo, pa CD in tako naprej, in zdaj imam še svojo šolo, ja, pač, v glavnem, ustvarjalna energija gre skozi mene in to, kar delam, ali pa kar občutim, je povezano s tem, da vem, da lahko pomagam vam. Skozi mojo šolo, skozi znanja, vedenja, enostavno vem, da lahko pomagam. No in zdaj, kar je zanimivo, zakaj snemam tale video, prednaročila lahko že oddate. Vem, da bo knjiga izšla pač letos, ampak mogoče si zagotovite svoj izvod, tako da imate povezavo na mojo spletno stran srečnoživljenje.com, tam imate obrazec za registracijo in lahko oddate prednaročilo in v glavnem si zagotovite svoj izvod, kakor hitro pride iz tiskarne. No, da vidimo. Stvarstvo. Kaj je tisto sporočilo za vse vas, ki ste moji sledilci? Kaj se boste naučili skozi novo knjigo? Kaj je tisto najbolj pomembno sporočilo, ki ga boste dobili in kaj vas bo knjiga učila? Ja, zdaj skozi mene gre odnosi, odnosi, odnosi. Čas je za delovanje. Ker se imate radi in zato, ker se cenite, je čas za delovanje. Se pravi, knjiga vas bo pripravila do tega, da se boste začeli ukvarjati. S tistem, kar rečete, se bo že. Ker odnosi so tisto, kar je najtežje za moje pojme v našem življenju, tudi v mojem življenju. Odnosi nas šolajo. In če ste v nekem odnosu, tudi sami sabo lahko, ko gre odnos po brzicah enkrat, gor, dol, vlak smrti. In recimo tudi rejenje, ne nazadnje, je odnos sam s sabo in čas je za delovanje. Začnite poslušati svojo intuicijo, ker intuicija vam vedno pove, kaj je za vas prava pot. In zanimivo, ta tretja je čiščenje. Čiščenje tistega, kar vam ne služi več. To ne pomeni, da če boste to knjigo pol prebrali, da se boste krusili, učili in tako naprej. Ampak pomembno je, da razumemo, da vsak odnos, sploh tisti karmični, ko nas vodijo po teh brzicah življenja, ko nas enkrat potopi in enostavno komaj dihamo in potem so lepa obdobja in potem spet slaba in tako naprej, to so karmične lekcije. In karmične lekcije nas učijo nekaj, nekaj, tiste stvari, kar je treba spuščati. No, da vidimo, kaj boste pa pridobili. Se pravi, tisto je to, da ste bitje svetlobe, da ste nosilci luči in sprememb v svojem svetu. Kaj boste pridobili? To, da vas angeli podpirajo na vaši poti preobrazbe. In spet zanimivo, kaj ne sodi več v vaše življenje. Zanimivo. Zanimivo. No, v glavnem, ta nova knjiga za odnose, se pravi, ne bojo samo za moške hormone, ampak za odnose med moškim in žensko, ja, bo zanimiva in bo tudi majčkeno bolj začinjena. Zdaj, če pomislim, kaj je prva zadeva, kar mi pade na pamet, kar je že napisano. Recimo, poglavje za ženske, kako ubiti moške hormone. Vam bom točno napisala, kaj morate delati, da boste vašega moškega prikovali na kavč in bo tam tudi vstal. Zdaj mogoče, kakšen moški reče, to mora moja prebrati. Ja, so stvari, ki jih ženske delamo, ker smo tako naučene od svojih mam, od babic in so velika napaka. In v današnjem svetu potem moški pristane na kavču in potem se pritožujemo, se ni nobenega ta pravega desca. Mogoče imamo pa mi ženske veliko težavo. Zdaj, ko smo šli v Medžugorje, sem na avtobusu razlagala prav o tem in sem govorila, kako pomembno je, da vsaka ženska pri sebi počisti svoje vzorce. Ker dejstvo je, da vsak moški se rodi iz ženske. Se pravi, moški, ko je že v maternici ta fantek, on občuti mamine programe, žalost, mogoče jezo na partnerja. In kaj to pomeni? On se rodi kot moško bitje in na nek način že v štartu ima konflikt med žensko, nastane konflikt med žensko in moškim. Tako da v glavnem
Ko bomo mi ženske na sebi naredile to, da bomo vzljubile vsako celico svojega telesa, ko bomo počistile vse zamere do moškega sveta, in druga stvar, ko boste vi moški mogoče se nehali bati ženske energije, takrat bojo stvari drugačne. In vem, da imamo nekaj za delati, vsak na sebi predvsem, ker bolj enostavno je spreminjati drugega. Jaz bom tebe spremenila in ko bom jaz tebe spremenila, bova midva srečna. Ne gre na ta način. Ko bom jaz sebe spremenila in ko bom tebi dala dovolj prostora, da spremeniš sebe, takrat bo najin odnos harmoničen. Ja, zanimivo. Ta knjiga bo zanimiva. Tako da, če vas pokliče, spodaj je povezava, zagotovite si svoj izvod, v glavnem, ne vem, kako bo naslov, mogoče Kama sutra po slovensko, nimam pojma, nekaj takega, v glavnem ne bo več žur, mogoče zdaj pomislite, ko imamo v postelji žur, ampak vse odnosi ni samo postelja. Postelja je pika na i za na konc. Vse ostalo je pa odnos. In vsak odnos mi najprej prinesemo svoj delček sebe in na podlagi tega gradimo neke odnose. In ni pomembno, ali je ta odnos pač intimen, ali je to partnerski v podjetju, ali je to odnos med različnimi spoli, recimo mama, sin in tako naprej, ali pa tašča pa ta mlad, ali pa tast pa ta mlada. Vedno so neki odnosi in seveda gre se za to, da počistimo vsak svoje, da lahko vzpostavljamo lepši svet. Ker odnosi gradijo sveta, je to tako. Tako da ja, če vas pokliče, povabljeni, povezava. Je spodaj, zanimivo. Grlena čakra se čisti zdajle, ko to govorim. In mogoče tudi, ko boste vi poslušali to, gre se za izražanje. Gre se za izražanje svojih čustev in mi, če želimo imeti lep partnerski odnos, je pomembno najprej, da se naučimo komuniciranja o svojih čustvih. Druga stvar pa, razumeti sploh, kakšna čustva imamo. Eno stvar vemo, odnos me jezi. Ni problem, odnos me jezi. Nekaj je zadaj, kar ti povzroča, da ti pritiska ves čas na to tipko, kjer dela tutu, a ne? Mogoče to, recimo, včeraj s to gospo jezi, ker njen mož je obtičal na stopni 12-letnega otroka. Enostavno od tam naprej nekako ne prideta in ima občutek, da je v odnosu z otrokom. Kako zdaj takemu moškemu pomagati, da pa postane desc, glede na to, da pa ni imel v svoji vzgoji pristne moške figure. Imel je priložnost videti očeta alkoholika, imel je priložnost videti mamo, ki je bila nesrečna in videl je ogromno žalosti in zlorabe. Ja, in tukaj se gre za to, da on prevzame svoj delež in pozdravi ta delež, kar se tiče njega. In potem, ko otroške rane pozdravi, se pravi, lahko tudi odraste, ker je varno biti odrasel. Ja, zanimivo. No, ta knjiga, meni se že lepo sestavlja skupaj, tako da res se veselim, da bo končno izšla ta knjiga, glede na to, da sem jo že lansko leto začela pisati, pa sem bila potem v procesu selitve in potem nisem nič naredila v tej smeri in potem sem delala program z mojo šolo, ampak zdaj pa čutim tako, spet imam ta ustvarjalni navdih in zdaj že samo leti. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem, ja, se beremo, a ne? Tako da tisti, ki želite še eno dobro knjigo za odnose, tokrat zagotovite si svoj izvod na moji spletni strani srečnoživljenje.com.